Naloga pravi, reši enačbo. V dani enačbi nastopajo koreni, zato to enačbo imenujemo iracionalna enačba. Pri iracionalni enačbi moramo na koncu vedno napraviti preizkus. Reševanje tega enačbe se bomo lotili tako, da bomo poskušali najprej odpraviti te dva korena. In začnemo z zunanjim korenom. Ker je zunanji koren tretji koren iz tega danega števila, bomo najprej našo enačbo potencirali s potenco 3. Na naši levi strani enačbe tako ta koren odpade in lahko napišemo 31 minus x plus koren x minus 2 in tole je enako 3 na 3, 3 na 3 pa je 27. Sedaj bi morali še našo enačbo kvadrirati, da bi si znebili tega korena. Preden pa kvadriramo enačbo, vse člene na levi strani, ki niso pod korenom, nesemo na drugo stran enačbe. Napišemo x minus 2 je, ko prenesemo x postane pozitiven, od 27 pa odštejemo 31, zato dobimo tukaj x minus 4. Sedaj našo enačbo lahko kvadriramo. Na levi strani dobimo samo x minus 2, desno stran pa kvadriramo, kot bi kvadrirali dvočlenik. Napišemo prvi na kvadrat. Potem imamo minus 2 krat prvi krat drugi. 2 krat 4 krat x. In na koncu še drugi na kvadrat. Sedaj pa tole malce preoblikujemo. X minus 2 in vse člene nesemo na eno stran. Minus x na kvadrat, tukaj da bi dobili 8x, ker je na desni strani minus 8x in nesemo na drugo stran enačbe, napišemo plus 8x in pa minus 16 je enako nič. Sedaj pa uredimo enačbo. Napišemo minus x na kvadrat plus 9x minus 18 je enako nič. Sedaj pa zato, da bomo lažje računali, enačbo pomnožimo z minus 1, dobimo x na kvadrat minus 9x plus 18 je enako nič. Tale izraz pa znamo razstaviti po Vijetovem pravilu. V Vijetovem pravilu dobimo dva oklepaja, na prvo mesto napišemo x, na drugo mesto pa napišemo dve števili. Produkt teh dveh števil mora biti 18, vsota teh dveh števil pa minus 9. Zato napišemo števili minus 6 in pa minus 3. Tole mora biti enako nič, tako da mi dobimo rezultat. x1 je 6 in x2 je enako 3. Sedaj pa, ker smo reševali iracionalno enačbo, napravimo preizkus. Preizkus napravimo tako, da v našo prvotno enačbo stavimo kar eno od naših rešitev. Začnimo z rešitvijo x je 6. Napišemo tretji koren, 31 minus 6 plus kvadratni koren 6 minus 2. Pa ne bomo napisali, da to je enako 3, ampak bomo najprej izračunali vrednost tega izraza. In dobimo tretji koren, 31 minus 6 nam da 25, tukaj pa dobimo koreni 4. Koreni 4 nam da 2 in dobimo tretji koren iz 27, kar nam da rezultat 3. Napraviti moramo še preizkus za našo drugo rešitev, x je 3. In zopet kar ostavimo v prvotno enačbo. Napišemo tretji koren, 31 minus 3 plus 3 minus 2. Dobimo 31 minus 3 je enako 28 plus 3 minus 2 je 1, kvadratni koren iz 1 je 1. Za rezultat dobimo tretji koren iz 29, kar pa ni enako 3,
Torej, naša x je 3, ni rešitev. In je edina rešitev enačbe, ki jo imamo, x je 6.